Bežigrad. Eden najlepših delov naše bele Ljubljane. Pred Prvo svetovno vojno ga praktično še ni bilo. Je pa ob Dunajski cesti gotovo že pred letom 1500 stalo svetišče svetega Krištofa. Cerkvica z oltarno podobo, ki je delo baročnega slikarja Antona Cebeja, je leta 1779 postala pokopališka kapela, saj je okrog nje nastalo osrednje ljubljansko pokopališče, ki se je raztezalo od današnje Dunajske ceste pa vse do Zupančičeve jame. Leta 1906 so pokopališče ukinili, njegov vzhodni del pa so v letih od 1937 do 1938 uredili v spominski park velikih Slovencev z imenom Navje. Leta 1918 so pri svetem Krištofu začeli obhajati redno nedeljsko mašo. Ko se je leta 1928 ob cerkvici naselil frančiškanski pater Kazimir Zakrajšek, ki se je vrnil iz Združenih držav Amerike, je cerkveno življenje dobilo nov zagon. Ob pastoralnem delu je leta 1933 začel gradnjo nove cerkve, ki jo je arhitekt Jože Plečnik postavil ob bok cerkvice svetega Krištofa. Ljubljanska škofija je 1. januarja 1934 ustanovila župnijo Ljubljana Bežigrad. Novo cerkev svetega Cirila in Metoda pa je posvetil škof dr. Gregorij Rožman 1. julija 1934. Arhitekt Plečnik si je zamislil, da bo ta cerkev začasna stavba, ki jo bo mogoče pozneje spremeniti v dvorano, saj je nameraval postaviti novo, mogočno stavbo, hram slave, cerkev, ki naj bi bila monument slovenske narodne in verske zavednosti. Zamisel je propadla, saj se je ljubljanska škofija odločila, da bo na območju nekdanjega pokopališča gradila Baragovo semenišče. Z začetkom druge svetovne vojne se je zaključilo ustvarjalno obdobje patra Kazimirja Zakrajška, ki ga je kot župnik nasledil pater Gabriel Planinšek, njega pa po koncu vojne pater Stanislav Marija Aljančič. Najtežje obdobje za župnijo je nastopilo v času župnika patra Krizologa Zajca. Komunistična oblast je 25. februarja 1954 izdala odločbo o graditvi gospodarskega razstavišča, zaradi česar naj bi porušili obe cerkvi. Ker so župljani še vedno upali, da se to ne bo zgodilo, so maja 1956 po Plečnikovem načrtu postavili glavni oltar s križanim ter podobama svetega Cirila in Metoda, deli slikarjev Izidorja Moleta in Leona Koporca. Slednjič se je vendarle zgodil črni scenarij. Osmega decembra 1957 so v Plečnikovi cerkvi še zadnjič obhajali sveto mašo. Nato so jo začeli rušiti ter prenašati material na novo lokacijo med Vodovodno cesto in Kuzmičevo ulico, kjer je bila na državne stroške pod vodstvom Plečnikovega učenca, arhitekta Antona Bitenca, ponovno zgrajena cerkev svetega Cirila in Metoda. Zadnja sveta maša v cerkvici svetega Krištofa je bila darovana 16. februarja
1958. V naslednjem tednu so cerkvico razstrelili in dokončno porušili. Danes marsikdo ne ve, da sta na mestu, kjer je paviljon Jurček, stali cerkvi svetega Krištofa ter svetega Cirila in Metoda. Župljani so zavzeto sodelovali pri gradnji nove cerkve, ki jo je 16. novembra 1958 posvetil ljubljanski škof Anton Volk. Izčrpanega patra krizologa je leta 1959 nasledil pater dr. Roman Tominec, ki je prinesel v župnijo nov pastoralni zagon, poskrbel za ureditev okolice cerkve ter leta 1966 postavil nov zvonik z veroučnimi učilnicami. Načrtoval ga je arhitekt Bitenc, ki je tako povezal Plečnikovo misel z moderno arhitekturo. Čeprav je cerkev svetega Cirila in Metoda skrita in včasih na prvi pogled celo nerazpoznavna, pa je zdaj na bolj mirnem kraju. Predvsem pa je ta čudovita Plečnikova cerkev še vedno srce bežigrajske župnije.